Oj, otroci, nova sreda, nova zgodbica. Danes nosi naslov Stara omara. 300 kosmatih medvedov, mačk in še zajcev je na ves glas zaklical dedek Franc, ko je na vrtu svoje hiše zagledal 6-letni vnukini Živo in Žano. Živa in Žana sta dvojčici, podobni kot jajce jajcu. Dedek Franc se ju je vedno strašno razveselil, ko sta ga obiskali, in vedno se je pošalil, da mu morata povedati, katera je Živa in katera je Žana, ker ju sploh ne loči. Nato sta ga malo pohecali in si zamenjali imeni, potem pa je sledil en velik objem. Babica Tilka pa jo je poljubčkala in vsaki dala bonbon za dobrodošlico. Deklici sta zelo radi prihajali k dedku in babici, ker sta bila oba čudovita. Babica je kuhala in pekla najboljše stvari na svetu. Dedkova glava pa je bila polna pravljic in dogodkov iz mladosti, ko je bil tudi on še njihovih let. A najbolj sta se veselili nove skrivnosti, ki jo je vedno pričakala. Dedek Franc jima je ob njunih obiskih na vrtu ali v hiši pripravil nekaj, kar sta morali poiskati. In to je bilo zanju kot iskanje skritega zaklada. Ko sta tisto skrito stvar našli, so se o njej pogovarjali, ugibali sta, čemu stvar služi ali pa je služila nekoč. To je bilo smeha in zabave. Ob njunem iskanju in ugibanju pa se je seveda na vso moč zabaval tudi dedek. Živa in Žana sta komaj čakali, da se zapodita na lov za zakladom. Dedek jima je povedal, da je tokrat skrivnost v hiši in naj sledita kamenčkom in videli bosta, kam ju bodo pripeljali. Odprli sta vrata in zagledali kamenčke, ki so jo vodili do stopnic. Nadaljevali so se do prvega nadstropja. Sledili sta jima, a kamenčki so se nadaljevali po stopnicah vse do podstrešja. Kar verjeti nista mogli, saj do sedaj jima dedek še nikoli ni nič skril na podstrešje. Samo enkrat jima je pokazal, da bo zanju tam skrivnost, a morata biti še malo večji in malo starejši. Ponosni sami nase sta vedeli, da sta zdaj že dovolj veliki in pot na podstrešje jima je odprta. Odprli sta vrata, prižgali luč in pogledali po podstrešju. Bilo je zelo veliko. Po vsej dolžini so bili položeni kamenčki, ki so jo vodili do stare omare, ki je stala čisto na koncu podstrešja. In nanjo je svetil pramen svetlobe skozi strešno okno, kar čarobna je bila. Očarani sta stali pred njo in jo ogledovali. Omara je imela 2 vrat, vsaka vrata svojo kljuko in na vsaki kljuki je bil majhen bel kamenček. Zdaj sta vedeli, da morata odpreti vrata. Vsaka je vzela svoj kamenček, prešteli sta 1, 2, 3 in na 3 obe odprli vrata. Stara omara je močno zaškripala in zajavkala, kot bi jo hotela opozoriti, naj vendarle poravnata z njo, ker je že zelo stara. Deklici se nista ustrašili, ker sta obe obstali
odprtih ust in strmeli v omaro, ker takšnega zaklada nista odkrili še nikoli. Pred njima so na podstavkih stale stare lutke, čisto prave ročne lutke. Res so že izgledale nekoliko zguljene, a niso bile takšne, kot so jih bili vajeni, že iz vrtca in šole. Bile so tako posebne in lepe. Za lutkami pa je bil rdeč namizni lutkovni oder. Prav za te lutke je bil narejen. Oder je bil rdeče barve, okoli je imel zlat ornament in prav tako je imel zlato obrobo okoli odprtine za nastop lutk. Najprej sta vse skupaj le občudovali, ker nagledati se nista mogli odkritega zaklada. Iz zamaknjenosti ju je zdramil dedek, ki jo je že nekaj časa opazoval in se zadovoljno potiho smejal, ko je gledal svoji deklici. Ko sta ga opazili, sta mu stekli objem in mu navdušeno povedali, da je to skrivnost nad skrivnostmi in zaklad nad zakladi. Dedek jima je povedal, da je te lutke in namizno gledališče zanj naredila njegova mama, njuna prababica, ki jo poznata le iz fotografij. Ko je bil star natanko 6 let, mu jih je podarila za rojstni dan in ko je zrasel, jih je spravil v staro omaro na podstrešje. Čeprav takrat še njiju ni bilo, je vedel, da bo nekoč imel nekoga, ki jih bo lahko podaril. Živa in Žana sta od navdušenja zavriskali. Skupaj so pobrali lutke in namizno gledališče iz omare, ki je žalostno zazevala v svoji praznini. Dedek pa je rekel, da ne bo dolgo prazna, ker bosta njegovi deklici še velikokrat iskali skrite zaklade. Na vrtu so se posedli za mizo. Babica jim je prinesla sok in piškote, ki jih je spekla prav za Živo in Žano. Pa te piškote sta imeli tudi najraje. Nato pa so se pričeli pripravljati na lutkovno predstavo. Lutke so oživele, ko so na dekličinih rokah plesale in pele po namiznem gledališču. Nato pa sta seveda morala sodelovati še dedek in babica. In zabava je bila na vrhuncu, ko sta prišla mami in očka po Živo in Žano. Tudi ona dva sta si ogledala predstavo. Nato so se poslovili, ob pozdravu sta deklici zašepetali: "Dedko, ti si največji zaklad in največja skrivnost, ker vedno pripraviš za naju nekaj zelo lepega." Dedek se je le smehljal in si mislil: danes se še ne zavedata, da sta zame dve največji zaklad. Tako, otroci, pri koncu smo. Če vam je bila zgodbica všeč, jo všečkajte in se naročite na moj kanal Metka Paštetka. In se vidimo naslednjo sredo.